Živijo, lepo pozdravljeni v oddaji Ambienti. V današnji oddaji boste izvedeli, kaj vse potrebujete pri načrtovanju novogradnje in si ogledali stanovanje, kjer se s pomičnimi drsnimi vrati oblikujejo sobe, spalnica pa je skrita kar v omari. Arhitektka Mojca Gregorski pravi, večji ko je izziv, več ko je problemov, boljše so rešitve. Poglejmo, s kakšnimi problemi se je ukvarjala v stanovanju iz 60-ih let, predvsem pa, kakšne zanimive rešitve so pri tem nastale. Arhitektka Mojca Gregorski je pred načrtovanjem prenove stanovanja lastnika prosila, da naj ji napiše svoje želje in oriše svoj življenjski slog. Namesto tega pa je dobila tale diagram. Ja, res je. Gospa Mojca, povejte, kako ste si lahko s tem diagramom pomagali pri razvozlavanju želja naročnika? Ja, od našega naročnika smo želeli, da pred začetkom skupnega dela napiše svoj način življenja in bivanja oziroma vsakodnevne navade. Običajno naši naročniki oddajo tako imenovani prosti spis. Tokrat pa moram reči, da sta me izjemno presenetila s tem barvitim diagramom. Je že malo umetniško delo. Ja, tako, ki izraža res en občutek za kompozicijo, za barve, pa izraža tudi eno afiniteto, bom rekla, do prostora. Vsebinsko pa pove prav vse, kar sem potrebovala za oblikovanje tega stanovanja. Absolutno pa sta seveda ta diagram potem tudi podkrepila z osebnim pogovorom. Moram reči, da samo z nekim diagramom bi težko načrtovali stanovanje, ne? Sta pa zagotovo mene navdušila, da sta postala moja najljubša naročnika. Ja, verjamem, tak poseben pristop. Tako. Ja, če gremo na začetek. Kakšno je bilo stanovanje pred vašim posegom? Pred prenovo? Ja, to je bilo, takšno bi lahko rekli, tipično stanovanje v večstanovanjskem objektu. Nekoliko starejše hiše, ne? Hiše 60-ih let. V bistvu je blok, ne? Tako, ja. Blok, dvonadstropjen, 3 celo, če stemo pritličje in z enim takim tipičnim stopniščem iz teraca, mogoče rahlo starim, več stanovanji. In v tem stanovanju so bile majhne sobe, majhna okna, predvsem veliko vrat in taka klasična razporeditev. Ko vstopite v stanovanje, je tukaj predprostor s 5 vrati, tako da skoraj ni bilo stene, kjer ne bi bilo vrat. Velikim hodnikom predvidevam. Ja, relativno, glede na kvadraturo stanovanja. Kakšna pa je? In potem okrog 70 kvadratnih metrov. In potem celo s prehodnimi sobami. To pomeni, z ene sobe vstopite v drugo sobo. Ena soba je obrnjena samo na sever, druga samo na jug. In če želite iz zadnje sobe v kuhinjo, morate nazaj čez prvo sobo predprostor in nato v kuhinjo. Zelo praktično. Tako da naročnik je celo dvomil, da je to stanovanje možno konvertirati oziroma prilagoditi nekako njunim željam, tako da je bolj na začetku pesimistično tipal, ali je sploh možno, ali bi mogoče celo to prodal in ne bi tukaj živel. Zdaj pa, bom rekla, težji je izziv, več je problemov, boljše je ponavadi rešitev, vsaj tako je pri naših projektih. Tako da glede na to, da je bila izjemno zahtevna naloga, sem se zelo razveselila in sem nekako kar pričakovala, da bo nastalo nekaj dobrega. No, zdaj, na vse povedano, predvidevam, da je bilo verjetno na začetku potrebno tudi nekaj gradbenih posegov oziroma ste verjetno mogli kakšne stene, ne vem, premikati, rušiti. Že te osnovne stvari je bilo verjetno kar nekaj dela. Ja, moram reči, da glede na rezultat relativno malo. Kljub vsemu pa smo odstranili eno izmed sten, to je tukaj za nama, in povezali ta osrednji prostor v smeri sever-jug. Tako da je stanovanje dobilo res velik osrednji svetl prostor, ki je tako dopoldne kot popoldne osvetljen. Tako to je bilo ključno. Medtem ko ostalo so neki manjši preboji, svetlobni za okna, tako da se lahko preko balkona recimo 2 sobi, jaz rečem, spogledujeta med seboj, 2 sobi, ki nista bili prej povezani. Kopalnica se je povečala iz majhnega stranišča in še ene kopalnice smo pridobili večjo kopalnico, ki ima zdaj 2 okna, naravno osvetljena. Tako da dejansko je po eni strani stanovanje zdaj povezano v en velik skupni prostor, po drugi strani pa ga lahko oni kljub vsemu razdelijo na manjše podprostore. Ker danes vseeno marsikdo želi imeti nek kotiček za sebe, mogoče neko sobo, kamor se zapre, kadar želi imeti mogoče malo miru. In kako se te sobe zaprejo, recimo glede na to, da je vse odprto
praktično brez vrat, razen seveda vhodnih pa kopalnice, ampak nekih drugih ni videti. Tako je. Kopalnica ima sicer steklena vrata, to čist psihološko z mat steklom, ki pa so večinoma ves čas odprta. Tako da lastniki celo teh vrat ne potrebujejo, stranišče je nekoliko izza ovinka celo. Tako da upam si trditi, da celo teh vrat ne bi bilo nujno potrebno. No, pa če že gosti pridejo, se mi pa zdi, da je že fino verjetno. Tako, ja. Dejansko so vsa ostala vrata, drsna vrata, ki so skrita za oblogami ali za omarami, z izjemo vrat v spalnico. Spalnica je danes ta prehodni prostor, zadnji, kjer pa so vrata v sklopu omare. Tako da dejansko bi lahko jih imenovali skrivna vrata. Kaj pa zdaj ste omenili omare, ne? So to dejansko po celi globini omare ali je tudi stena noter, del nosilne stene recimo, ki jo niste mogli prebiti? Omare so izvedene zelo enostavno v dveh vzporednih linijah, tako da predeljujejo 3 dele stanovanja in skrivajo v sebi več kot samo zidove. V omarah imamo pospravljene bojler električni, ki je v stanovanju. Bojler, res, kje je? Tako, v kopalnici. Pralni in sušilni stroj, varovalke, vse, kar potrebujemo, omare s čevlji, z oblekami in tako naprej. Potem recimo vsi robovi sten na stiku s stropovi so imeli zobove. To je bil zob, na katerega se naslanjajo leseni nosilci, vsi stropovi so namreč leseni, izvedeni s trstiko. Tako te zobovi so estetsko precej moteči. In ker je stanovanje izvedeno s precej nizkim stropom, nismo želeli dodatnih spuščenih stropov. Tako da te omare hkrati skrivajo vse te napake, ki jih ima stanovanje. Potem v njih je umeščena naprimer na tej strani klima, tako da Kje je klima? Tukaj le spodaj, v spodnjem delu, barvana je sive barve. Ja. Tako da je to ena taka multifunkcijska omara, kjer je pospravljeno popolnoma vse. Ponekod je globoka, tako da lahko pospravijo sesalec, spet nekje manj globoka, če se zadaj skriva zid, tam noter so mogoče kakšne še dodatne knjige. Želja je bila, da bi bilo ogrevanje talno. Ampak zaradi izvedbe originalnih lesenih strupnikov, peščenega nasutja in lesenih tal, to ni bilo mogoče, tako da so kljub vsemu v stanovanju ti tako imenovani, jaz rečem, klasični radiatorji. Vendar smo te radiatorje vse nekako skrili, jih pobarvali v barvo omar, izbrali popolnoma gladke, tako da so ali malo opazni ali celo ponekod recimo tamle skriti za oblogo kuhinjske omare. Ja, povsem na novo ste verjetno morali zastaviti tudi osvetlitev, postavitev oken, predvidevam, da je bila tukaj neka drugačna stena, kjer je zdaj vse odprto, svetlo. Ja, večino oken smo ohranjali na poziciji, kjer so bila, zato ker ohranjamo zunanjo podobo stavbe. Želeli smo, da se ničesar ne spremeni in da ta karakter 60-ih ostane. Edina večja sprememba je to veliko panoramsko okno, oziroma to bi lahko rekli kar steklena drsna stena proti balkonu. Tukaj je bilo namreč prej okenski parapet, manjše okno in zelo ozka vrata na balkon z odlagališčem potem nerabljene opreme. Tako da s tem steklenim prebojem se je ta prostor povečal, tako da je zdaj stanovanje izredno svetlo, večje. Da pa bi ga povezali tudi v prečni smeri, ne samo vzdolžni, smo pa na vsaki strani balkona izvedli 2 manjša preboja, ta sta ozka in visoka, ki povezujeta to zadnjo spalnico z sprednjo dnevno sobo. Tako da iz dnevne sobe preko balkona lahko vidite tudi v spalnico in obratno. To pomeni, da je stanovanje veliko v smeri sever-jug in tudi v smeri vzhod-zahod. Po oglasih bomo izvedeli, kaj je potrebno vedeti, če se odločite za gradnjo hiše, in obiskali bomo prikupen vrt, na katerem lastnikom ni potrebno kositi zelenice, ker je preprosto ni. Izkušeno arhitektko smo vprašali, o čem moramo razmisliti, preden se odločimo za gradnjo hiše, vodjo inženiringa pa o tem, kako kvalitetno zgraditi hišo in lepo urediti okolico. Gradnja hiše je za večino Slovencev eden največjih projektov v življenju. Zato nam bosta strokovnjaka povedala, na kaj vse moramo biti pozorni, da nam ta življenjski projekt tudi uspe.
Gospa Mojca, za vami je več kot 1000 projektov, to so zračunala, se malce čudno sliši, ampak je res. Kaj bi vi priporočili nekomu, preden pride v arhitekturni biro, kaj storiti? Rekla bi, najprej prvi korak je seveda izbor arhitekta. Vsakmu bi priporočila, da si najde arhitekta, predvsem takega, ki mu bo zaupal, se pravi, ki mu bo zaupal svoje želje, ki mu bo zaupal, da bodo rešitve ustrezne, da bo rezultat tak, kot si ga je naročnik zamislil. Tako da vedno iz te neke kemije med arhitektom in naročnikom vedno pride dober rezultat oziroma obojestransko zadovoljstvo. Kaj pa potem želje naročnika, recimo barva fasade, s čim vse je omejen arhitekt oziroma investitor? Jaz bi rekla, da najprej moramo mi, projektanti, nekako postaviti investitorja na realna tla, se pravi ga seznaniti z omejitvami v prostoru. O tem nam pač govorijo oziroma to nam predpisujejo prostorski načrti, občinski prostorski načrti večinoma po zadnji zakonodaji. V prostorskih načrtih so določeni faktorji zazidanosti, maksimalni, potem pogoji za oblikovanje objekta, pač vse te usmeritve oziroma omejitve, ki so v prostoru. Potem pa moramo tudi pač upoštevati omejitve, ki jih daje parcela, se pravi, ali je to v nagibu, ali je to sončna, senčna parcela, okoliški objekti. Skratka, vsi faktorji, ki vplivajo na izbor ali pa umestitev objekta v prostor. Bi tudi poudarila, da sedaj mlajše generacije imajo zelo izdelano vizijo svoje hiše. Zelo izdelano, tudi finančne omejitve imajo. Mislim, da nam je to prinesla kriza vsem skupaj in da ni več čas, da bi si arhitekti postavljali spomenike, ampak v bistvu gradijo investitorji samo še tisto, kar je pač nujno potrebno. In tudi ta že malce obrabljen izraz trajnostna gradnja, bi rekla, da se že nekako udejanja v praksi, ravno z tega razloga, ker ljudje želijo imeti prijeten dom z dušo, ne pa nek statusni simbol. Mogoče kdo pričakuje, da bom zdaj zlila ves gnev na te oranžne, rdeče, citronasto-rumene slovenske fasade, vendar jaz mislim, da je bila to vseeno neka evforija na to preteklo sivo obdobje, da so si vsi želeli barvaste fasade in da je to zdaj že nekoliko za nami. Novejši prostorski akti, se pravi OPNI, že striktno predpisujejo, da so te barve fasade lahko pastelne. Nekateri OPN-ji celo prepovedujejo vijoličaste, modre barve. Mislim pa, da je tudi zavest pri naročnikih že tako visoka, da so opazili, da so te bolj diskretne barve, bolj prijetne in da povzročajo ali pa da omogočajo več reda v prostoru. 3 enodružinske hiše stojijo v Stražišču pri Kranju na parcelah velikih okoli 500 kvadratnih metrov. Hiše so zidane z materiali podjetja Wienerberger in sicer z opeko Poroterm ter pokrite streho Tondah. Bivalne površine v vsaki hiši je 230 kvadratnih metrov. To so moderne hiše s tradicionalnim pridihom in dušo hiše, na katerih se pogled spočije. Gospod Roman, vi ste vodili inženiring teh 3 objektov. Kakšna je naloga dobrega inženiringa? Ja, bistvo dobrega inženiringa je, da pripelje na gradbišče oziroma objekt dobre preizkušene izvajalce. Zelo pomembna, to so po večini male firme z nekaj zaposlenimi, zelo pomembna je organizacija del, stalna prisotnost na gradbišču, vzdrževanje in reda in čistoče se mi zdi tudi zelo pomembno. Pa dober inženiring je v bistvu, po moji najboljša definicija je to, da je to vez med izvajalcem, investitorjem ter arhitektom. Na podlagi česa se odločate za načrt in za izbiro arhitekta? Ja, če grem v investicijo oziroma nakup parcele, se ponovadi vedno odločam za lokacijo, kjer bi tudi sam z veseljem živel. Velik poudarek dam vedno na ideji oziroma idejnem projektu. Na tej lokaciji sem uporabil 3 arhitekte, sicer to pomeni nek strošek, ampak se mi je zdelo smiselno, da to naredim. In potem, ko sem dobil pač 3 ideje pred sabo, sem v trenutku vedel, kje je ta prava. In to mi je bilo neko vodilo. Nikoli v vsej gradnji ne razmišljam, da delam za prodajo, vedno delam, kot da je to za mene.
in to mi je vse skozi osnovno vodilo. Kaj pa priporočate našim gledalcem, ki se odločajo za novogradnjo ali pa obnovo? Ja, mladi ali malo manj mladi, ki se odločajo za novogradnjo ali adaptacijo, naj velik poudarek dajo na načrtovanju hiše in tudi načrtovanju okolice. Se pravi, odlični načrti so pomembni za izvedbo in ni zapletov med samo gradnjo. Tule je recimo primer odličnega načrta okolice, ki ga je naredila arhitektka Danica Račič-Ahačič. Recimo s takim načrtom, se pravi, točno so predvidene zelene površine, okolica, tlakovanje in s takim načrtom je gradnja, bom rekel, na prijeten način pridemo do lepega končnega izdelka. Slab načrt pa pomeni lahko veliko stresa, usklajevanja, slabe volje in predvsem s tem so pa vse povezani dodatni stroški. Rad bi poudaril še eno stvar, kar ne piše mogoče v nobenih priročnikih, da za te novograditeljne, da je zelo pomembno, ko pridejo v neko sredino, da vzpostavijo najprej en lep, spoštljiv odnos s sosedi. Predvsem bi pa tudi poudaril, to tudi nikjer ne piše, da ne vzpostavljajo en tak lep, spoštljiv odnos z delavci. To so na koncu samo ljudje in mogoče kakšna kavica, zjutraj čaj, piškoti, to malo stane, ampak na koncu te delavci, verjemite, vračajo s kvaliteto. Če ste se odločili za gradnjo masivne hiše, obiščite center masivne gradnje na Dunajski cesti v Ljubljani. Smo v novem centru masivne gradnje na Dunajski cesti v Ljubljani. Wienerberger center je stičišče koristnih informacij masivne gradnje za individualne graditelje, izvajalce, arhitekte in trgovce z gradbenim materialom. Gospodična Kaja, s kakšnim namenom ste vzpostavili tale center masivne gradnje? Wienerberger center masivne gradnje je bil vzpostavljen predvsem željo, da trgu ponudimo kvalitetne informacije, tehnično podporo, nasvete, dodatno gradivo o masivni gradnji. Tukaj lahko izveste vse o masivni gradnji, o stvarih za novogradnjo in za sanacijo. Seveda pa je vse na poudarku opečne gradnje. Wienerberger je namreč največji proizvajalec opeke na svetu. Organiziramo različne delavnice, seminarje in predavanja, različne aktivnosti, kot so dnevi arhitekta, tako da res poskušamo vsakomur svetovati, da najdemo optimalno rešitev med kakovostno gradnjo ter seveda estetsko prijetnim izgledom za oko. Razstavljene imate različne zidake za različne načine gradnje. V čem je točno razlika med njima? Poroterm S zidak je toplotno izolativna opeka, ki ima posebno geometrijo. Ta posebna geometrija s pomočjo peresa in utora na drugi strani omogoča hitrejšo gradnjo. Način strukturiranja opečnih lukenj v zidaku nam omogoča boljše izolativne vrednosti, to se pravi, ima prehod toplote izredno dolgo pot, in pa maltni žep, pod čemer je ta opeka se bistveno razlikuje od drugih zidakov, če govorimo o načinu vgradnje z malto. Drugi sistem, ki ga predstavljamo, je brušena opeka, Poroterm Profi Dry Fix sistem. Tukaj pa že gre za novo generacijo opečnih zidakov, ki nam omogočajo veliko hitrejšo gradnjo in tudi način spajanja zidaka je drugačen. Zidake lepimo po naležnih površinah s pomočjo lepila, po vertikalnih spojnicah pa se zidaki stikujejo na suhi stik s pomočjo peresa in utora. Opečnat zid imava, zdaj potrebujeva še streho. Streha je danes poleg svoje osnovne funkcije tudi zelo pomemben vizualni element. Tako je, zato se trudimo pri razvoju opečnih strešnikov, da razvijamo posebne formate, manjše, velike in srednje. V Tondah Slovenije doma v tovarni v Borecih proizvajamo opečnike Bobrovec in Zareznik, ki so manjšega formata. Potem imamo na razpolago tudi večje strešnike, večjih formatov z manjšo porabo na kvadratni meter in tudi velikoformatne strešnike, s katerimi lahko rešujemo tudi modernejše arhitekturne zasnove. Ne samo oblika in format strešnika, na razpolago je tudi številna oziroma široka paleta
barvnega izbora, to so naravne rdeče barve, nijanse v rjavih tonih. Strešnike tudi naknadno obdelujemo tako, da so engobirani ali glazirani, ki predstavljajo potem tudi zelo pomemben vizualni efekt pri samem objektu. Da pa streho lahko rešimo kot celotni sistem, so zelo pomembni tudi dodatni keramični elementi, se pravi, so narejeni iz enake surovine kot opečni strešnik, torej iz gline, in dodatno strešino varujejo pred vplivi iz okolja in zagotavljajo popoln sistem. Da pa je celotna streha rešena tudi z ostalimi elementi kot sistem, ponujamo tudi nekeramični del, to se imenuje dodatna oprema Tondach Tuning sistem. V ta sistem pa spadajo snegolovi, lahko so točkovni ali linijski snegolovi. Potem imamo na razpolago tudi pohodne rešetke, ki so zelo pomembne, da lažje dostopamo k čiščenju dimnikov, pregledu strehe in vzdrževanju strehe. Zelo pomembno pri Tondach Tuning sistemu je slemenski trak. Potem imamo na razpolago tudi zaščitne mrežice, ki preprečujejo vhod ptic in ostalega mrčesa pod samo streho. V Ljutomeru smo obiskali prikupen vrt, ki se kakor pisan gozdiček razprostira ob hiši na koncu Mirne ulice. Na njem lastnikom ni treba kositi zelenice, ker je enostavno ni. Vrt Simone in Srečka je začel nastajati pred več kot 50 leti, ko je prva drevesa in trajnice posadila Simonina teta. Ljubezen do rastlin je prenesla na mlajšo generacijo, ki z lastnimi idejami in velikim zanosom nadaljuje vrtno zgodbo. Na 1500 kvadratnih metrih površine danes kraljujejo drevnine, sencoljubne rastline in zbirke trajnic. Najprej je tu bil sončen vrt, pol pa so drevesa zrasle in je nastala senca, pa smo začeli saditi senčne rastline. Ker pa je bilo vse ravno, pa so se mi rastline izgubljale, sem se spomnila, da bi malo razgibala teren, zato smo z bližnjih gozdov pripeljali štore in smo jih začeli najprej narobe postavljati, pol pa pravilno. Zadnjič smo imela obisk, pa so bili z Tržiča, pa en gospod z Tržiča rekel, joj, koliko dreves ste pa vi posekali. Se rekla, ne, to pa nismo posekali, to pa smo mi pripeljali iz bližnjih gozdov in smo posadili pač na vrt, zaradi da smo razgibali teren. Dodali pa smo tudi kakšne skale, lehnjak, pol pa smo začeli senčnoljubne rastline saditi. V senčnem delu vrta so poti ponekod obrobljene s poleglimi debli in vejami, ki jih obrašča mah. Lastnica se je tako navdušila nad svežino zelene preproge, da je poleg skalnjaka in štorovnjaka na vrtu zrasel še mahovnjak. Okolico krasita tudi vodna motiva. Večji ribnik je v mirnem delu vrta pod velikim orehom. V njem so ribe, lokvanji, vodne škarjice. Manjši bajer, žuborečo vodo, ki ga je s prijateljevo pomočjo zasnoval Simonin in Srečkov sin Denis, pa je na peščeni terasi ob hiši. Družbo mu delajo javor in okrasne trave. Voda nam tudi veliko pomeni, je za sprostitev, imamo ribice notri in tudi za druge živali pridajo ptice, se kopati, vodo piti. Taka nam pač tudi te pomirja, voda pomirja človeka, ne? Lastnika se vsako jutro in nato še nekajkrat čez dan sprehodita skozi vrt. Ob občudovanju slikovite kulise se sprostita in uživata. Zelenice na vrtu ni, ker v senci ne uspeva in ker je zanjo med bogatimi zbirkami okrasnih rastlin zmanjkalo prostora. Midva sva strastna zbiratelja rastlin. Najprej je mene teta navdušila nad rastline, pol pa še Srečka. Tako da sva začela pač zbirati rastline, vedno več.
nove sortije in človeka potegnejo. Tako na našem vrtu je zdaj prek 350 sort hemerokalisov in na vrtu tudi treba biti barva, ki poživi človeka. Največ barve je v sončnem vrtu in tu pač so floksi, pa hemerokalisi, pa še bi se kaj našlo. V senci uspevajo druge rastlinske vrste kot na soncu. Poleg praproti in host tam raste tudi Sinailesis palmata kiko, ki mu po slovensko rečemo zdrobljeni dežnik. Gre za posebnost, ki redko požene iz semena, a v Ljutomeru jim je to uspelo. Največ rastlin nabavljamo z tujine, z Nemčije, Nizozemske, Belgije, Danske, kjer pač internet naredi svoje in jaz gledam to po internetu in človeka navdušijo rastline. Pol pa si naročamo. In tudi z prijatelji si naročamo in izmenjujemo. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si, kjer si lahko ogledate našo prvo elektronsko revijo TV Ambienti. Nova, brezplačna revija v elektronski obliki ponuja jagodni izbor zgodb, ki so bile predvajane v televizijskih oddajah in še mnogo več. V njej so predstavljeni aktualni trendi z področja gradnje in opremljanja prostorov in vrtov, besedo imajo uveljavljeni slovenski strokovnjaki, ne manjka pa niti presežnikov, o katerih govorijo doma ali v tujini. Uživajte, lepo se imejte, vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali 3 stilske postavitve iste kuhinje z jedilnico, dom mlade družine, ki je nastal v nekdanji očetovi garaži za avtodom, in obiskali vrt, kjer imajo osrednjo vlogo vrtnice.